Tokrat vam predstavljamo dve novosti znamke Mercedes-Benz. Prva se predstavlja s povsem novim imenom, druga pa je nova generacija klasike. Poglejmo torej, kaj prinašata ti dve zanimivi novosti. Še prej pa vas spomnimo, da se naročite na naš YouTube kanal. Novi, povsem električni Mercedes EQA je tesen sorodnik modela GLA, ki ga ženejo motorji z notranjim izgorevanjem. Ločili jo boste predvsem po zaslugi te bolj zaprte maske, ki je podobna kot pri ostalih električnih vozilih. No, enako pa velja tudi za oblikovne detajle na zadku. No, EQA si z GLA-jem danes še deli platformo, a tako ne bo več dolgo. Vsi avtomobili po te bojo narejeni na platformi EVA.2 oziroma na njenih naslednikih in so to povsem električne platforme. Ta dva EQA in EQB sta pa zadnja, ki sta na mešani platformi narejena. To ima seveda svoje prednosti pri optimizaciji proizvodnje, a pri EQA v primerjavi z GLA na ta račun izgubimo tudi približno 100 litrov prostora po globini prtljažnika. Zadaj pa je zaradi višjega poda manj prostora, da bi stopala potisnili pod prednji sedež. Sicer pa je notranjost povsem podobna kot pri modelu GLA. Razlika je predvsem v pametni tehnologiji, ki povečuje preprostost vožnje električnega vozila. Prvi sistem je pametna navigacija, ki glede na številne različne podatke samodejno prilagaja pot skupaj s postanki za polnjenje. No, tukaj pa je še en zanimiv sistem. Aktivni nadzor nad dosegom pa uporabniku pomaga zelo nazorno, ker na kombi inštrumentu pri merilniku hitrosti nariše zastavico, recimo pri hitrosti 100 na uro, glede na način vaše vožnje, glede na pot, ki jo imate planirano in na doseg. Če želite priti do cilja brez polnjenja, morate voziti z največ to hitrostjo. No in z baterijo kapacitete 66,5 kWh naj bi po tovarniških podatkih z enim polnjenjem naredili dobrih 400 km. EQA je najmanjši električni model, ki ga za zdaj načrtujejo pri Mercedesu. No, vsi manjši koncernski električni modeli bodo nosili neko drugo značko. No, nekoč pa je za majhnega veljal tudi naš drugi novinec. Če pogledamo zgodovino razreda C, ki se je začela leta 82 z 190, takrat je bil to baby Benz. Če pa pogledamo danes razred C in kaj se je zgodilo v vseh teh 6 generacijah vmes, je pa C ratu vsekakor ni več baby Benz, ker tudi znotraj modelne palete že dolg časa ni najmanjši Mercedes. Je pa tehnološko gledano in z vso opremo, ki jo nudi in z vsem udobjem, vsekakor bližje S-u, kakor čemu drugemu danes na trgu. Novi C namreč ponuja številne najnaprednejše tehnologije znamke, ki jih kot prvi vedno ponudi njegov večji brat S. Zelo hitro, na primer, opazimo podobno notranjost z vertikalno postavljenim zaslonom. No in ta zaslon odslej zna tudi slovensko, ker gre za sistem MBUX zadnje generacije. Zavijte rahlo levo. Započajte na tretjem izvozu iz krožišča in nato takoj zapeljite na tretjem izvozu iz krožišča. No, če je sistem pri pisani besedi brezhiben, pa mu govor za zdaj še ne gre najbolje od rok. No, so nam pa odgovorni pri Mercedesu zatrdili, da bodo te napake že z naslednjimi posodobitvami odpravljene. Tako kot v razredu S so tudi tu na voljo izvrstni matrični žarometi, ki so 100-krat bolj natančni od matričnih žarometov pretekle generacije. Kaj v praksi to pomeni, da na 100 metrih je ena točka, en piksel, pri multibinu velik kot garažna vrata, pri razredu S pa približno 3,5 x 2,3 cm. Za pogon bodo še naprej skrbeli bencinski in dizelski motorji, ki so odslej vsi opremljeni z 48-voltno blago hibridno tehnologijo. No, za nameček pa sta na voljo tudi bencinski in dizelski priključni hibrid, ki bosta lahko po zaslugi velike baterije z enim polnjenjem prevozila tudi 100 km.